Na ta vprašanja v tem tednu nismo dobili odgovorov, prav tako ne, koliko od dodatnih 500 študentov je moral obravnavati posamezni profesor in zakaj se je v cenik fakultete prikradla dotlej neznana postavka dodatne obveznosti. To naj bi uvedli na seji 27. maja 2016, torej le nekaj dni pred začetkom uveljavljanja izplačil. Ta so skupaj znašala točno 208.642 evrov. Povprečno je vsak od 27 profesorjev prejel okoli 10.000 evrov. Največ, skoraj 15.000 evrov, je dobila dekanica, doktorica Vesna Rijavec. Pred kamero ne želi nihče, neuradno pa smo izvedeli, da bo pravna fakulteta v zvezi z izplačili v prihodnjih dneh podala izjavo na spletni strani. Prav tako pričakujemo odgovor iz nekaterih drugih mariborskih fakultet, kjer profesorji za iste obveznosti niso prejeli dodatnih izplačil. Dodatno plačane ure se nanašajo na zadnje 4 mesece dela minulega šolskega leta, ko je na pravni fakulteti poleg rednih diplomiralo še 500 starih študentov. Uro dela s predbolonskimi študenti so si profesorji ovrednotili s 120 evri neto, uro dela s študenti na znanstvenem magisteriju pa z 240 evri neto. V enem mesecu je bilo najvišje možno izplačilo za največ 5 ur dodatne obveznosti. Natančnejših pojasnil pa nismo dobili niti z Mariborske univerze, ki bi za legitimnost izplačil morala podati soglasje, pa ga ni. Sporočili so le to, da poteka revizija vseh članic univerze, tudi pravne fakultete, in da bo javnost o dogajanju na omenjeni ustanovi obveščena po zaključeni reviziji v začetku decembra.